Minuli teden so Slovenijo pretresle rekordne števile okužb s koronavirusom. Čeprav število novo okuženih strmo narašča, smo vseeno lahko mirni, saj ima vlada situacijo popolnoma pod nadzorom. Sprejela je namreč ukrep, da se gostilne po 10. zvečer zaprejo, s čimer bodo stranke prisiljene druženje nadaljevati kjerkoli drugje. Se pravi, pijane ljudi bodo iz prostora, kjer se lahko izvaja nadzor, preusmerili v prostore, kjer ni absolutno nobene kontrole. Vem, vse skupaj zveni kot nesmiseln ukrep, ampak kot sem že povedal, število okuženih strmo narašča in vlada mora početi nekaj, da zgleda, kot da se bori proti temu. Kaj točno se zgodi ob 22. da je potrebno točno ob tej uri zapreti gostilne, nam bo pa pojasnila vodja strokovne skupine za COVID Bojana Beović. Torej, seveda, na to so že številni komentarji, ali se virus spremeni, seveda se ne spremeni virus, ne. Spremeni se obnašanje ljudi, ki postanejo kasneje bolj sproščeni in zato pride do tesnejših stikov. Ja, ugotovljeno je bilo, da 22:00, da je to tista ura, ko se ljudje najbolj sprostijo. To teorijo potrjujeta dve dejstvi. Prvič, če se z nekom dobiš na piru, se dobiš ob 8. Ja? In če velik pir spiješ pol ure, jih imaš ob 10 vriti ali 4. Kar je količina, pri kateri si dokazano dovolj sproščen, da zažvališ svojega frenda. In drugič, naša oddaja je namenjena ljudem, ki se po dolgem in napornem dnevu želijo sprostiti. In kdaj je na sporedu? Ob 10. zvečer. Koliko dokazov še vi potrebujete? In kakšne negativne posledice, poleg povečanega števila domačih nočnih klubov, lahko zaradi novega ukrepa pričakujemo? Strokovna skupina za COVID-19 pravi, da bi zaprtjem lokalov ob 22. uri ne vplivali preveč na način življenja ljudi, predvsem ne na sociološke ali ekonomske dejavnike, ki bi lahko družbo bistveno bolj prizadeli. Da ukrep ne bo imel gospodarskih posledic, se seveda ne strinjajo gostinci, ki so letos zaradi epidemije utrpeli večji izpad dohodkov kot proizvajalci potovalnih kufrov. Kdo ima prav? Stroka ali lastniki lokalov, bo seveda pokazal čas. Zagotovo pa bodo največjo gospodarsko škodo utrpele panoge, ki so vezane na nočna obratovanja gostiln. Tako bodo najbolj na udaru taksi službe, ki prevažajo pijane ljudi, kebabarji, ki jih nahranijo, in pa zaslužek telekomunikacijskih operaterjev, ker bodo bivše po noč dobivale manj sporočil. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.